S temi besedami lahko najbolje in najkrajše povzamemo to, kar se dogaja nocoj in kar se bo dogajalo jutri po naših domovih in tej lepi starodavni stavbi, ki rečemo cerkev. Za ime praznika, to je Božič, najbrž vsi vemo, da nam kar ime samo pove vsebino praznika. Bog je postal majhen, čisto majčken, se rodil kot detece. Majhnemu Bogu pa rečemo Bogec ali tudi Božič. Vsebino in sporočilo praznika nam poleg imena še bolj približajo in pojasnijo jaslice ter božične pesmi. Vse božične pesmi so lepe in budijo najlepša čustva. Če jih zapoje vrhunski pevski zbor ali pa kar si izbrani verniki cerkvi ali pa tudi kdo sam v svoji bolniški sobici. Še lepše je seveda zapeti skupaj z obiskovalci in hvala Bogu je v teh prazničnih dnevih obiskal več brziser. Koliko k lepemu in doživetemu praznovanju pripomorejo dobre jedi, posebej potica je težko reči, dejstvo je, da je sam sveti oče, papež Frančišek, nekoč o prazniku malo za šalo, malo pa tudi zares potožil našemu slovenskemu kardinalu, mi fanta potica, manjka mi potica, in jo je dobil slovensko potico. Če pa sveti oče tako reče, potem bo že držalo, da potica tudi spale v prazniku. Vsi, ki smo to noč zbrani tu na Jožefovem hribu, v cerkvi ali pa po svojih sobicah in bolniških posteljah našega varstva starejših, verjamemo in dokazujemo, da k prazniku spada tudi sveta maša, ko besedi, molitvi, pesmi in sveti daritvi podoživljamo dogodke izpred 2000 let. Kaj se je pravzaprav tedaj zgodilo? Ena od božičnih pesmi, Glej, zvezdice Božje, v drugi kitici pravi: Obljuba predavna postala je res, zveličar je rojen ljudem iz nebes. Torej gre za uresničenje obljube. Tisti, ki smo recimo bili malce bolje poučeni, vemo, da je ta obljuba zapisana na začetku svetega pisma, kar takoj potem, ko ga je prvi človek, nekoč se je pač človeški rod moral začeti, krepko polomil in padel v stanje, da si ne more več sam pomagati, da bi nekoč spet živel takšno življenje, kot ga živi Bog sam. To, da si človek ne more sam pomagati, res ni težko verjeti ob vsem, kar se po svetu dogaja, kljub vsemu napredku tako imenovane znanosti. Ampak vseeno se sprašujemo, kaj tako velikega in lepega in usodnega se je pred 2000 letjema zgodilo tam v Palestini v mestecu Betlehem. Res tisto mestece ni bilo kar tako, saj je bil tam približno 1000 let prej rojen izraelski kralj David, ki je še danes rod dobrega in odgovornega vladarja. Neka katehistinja in pisateljica je takole pojasnovala staršem otrok, kaj se je zgodilo. Tudi, če bo kdo rekel, to je pa ženska logika, vas povabim, da jih prisluhnemo. Skoraj vsaki družini najdemo znamenja. Adventni venec, drevesce, jaslice. Naznanejo na svetlo prihodnost, kateri se bližamo. Ne poznamo pa več dobro pomena teh znamen. Božič je, podobno kot Velika noč in Vinkošti, praznik prihodnosti, ki pa se začenja v sedanjosti. So nebesa, ki so se začela z Gospodovim prihodom in za katera ne moramo več biti opeharjeni. Kajti Božič je razodetje Božje ljubezni do človeštva. Otrok v jaslicah je zgovorno znamenje za to. V tem otroku bo vstopal nerazvezno, nepovratno povezavo s svetom. Bog se zavzema za človeštvo in po detetu Jezusu govori: Bog rešuje. Kakšno sporočilo je to? In beseda se je učlovečila, molimo. Če vas otrok vpraša, kaj to pomeni, ko recite: Bog daje ljudem svojo besedo, daje svojo obljubo. Božja beseda pa ni prazna obljuba, kot je mnogokrat človeška. Njegova beseda postane človek, ko je nekdo, ki ga lahko vidimo, slišimo, potipamo v otroku, ki leži v jaslicah.
Mislite si, da vsi sedimo v zobozdravniški čakalnici z oteklimi obrazi, polnimi bolečin. Tedaj stopi zdravnik, pogleda naokoli, zmaje z glavo in pravi, kar pojdite, nima smisla čakati, zastonj čakate, ne pridete na vrsto, nima pomena. In vrata v ordinacijo se zaprejo. Konec nobenega upanja več. Lahko pa je drugače. Ista situacija, bolečine, čakanje, tesnobno upanje, stopi zdravnik. Pogleda naokoli, razumevajoče prikima, na to pravi. Vem, da vam ni dobro in da vas boli. Toda bodite mirni, vsi boste prišli na vrsto. Morda bo že pozno, toda domov boste odšli veseli in brez bolečin. Ali se ni v tem drugem primeru veliko vse spremenilo? Vrata ostanejo odprta, upanje je, položaj ni več brezupan. Tisti, ki v bolečinah čakajo, vedo, da njihov položaj ni brezizhoden, vedo za ozdravljenje, ki jim bo podarjeno, vedo za rešitev, da jih čaka. Od Betlehema naprej je vsakem zdu rešitev, vsaki temi luč, vsaki žalosti veselje. Noč človeštva se je prevesila in dan. Sredina noči je začetek dneva. Tole je ta logika katechistinje, tudi če rečemo ženska logika. Tako je zapisala katechistinja in všeč mi je bila njena razlaga. Od Betlehema naprej vemo za rešitev, vemo za recept, kako živeti. Že omenjena božična pisem za novorojeno dete pravi takole: pri ubogih pastircih na slami leži, si revščina izvoli, ponižnost uči. Revščino in ponižnost omenjata pesem. Morda neverjetno malce pretiravamo, češ kako grdi, negostoljubni in trdosrčni so bili Jožefovi rojaki Betlehemčani. Res je zapisano, da v prenočišču ni bilo prostora za njo. Ni pa natančno rečeno, ali sploh ni bilo prostora, ali pa, da ni primernega prostora ni bilo. Morda je Jožef vedel, da kakšen krevček izven mesta, kjer bo Marija, njegova zaročenka, lahko v miru na samem rodila, ne pa v kruhu prenapolnjenega goslišča. V vsakem primeru, pa revščina iz pesmi pomeni skromnost in zadovoljstvo samo z nujno potrebnimi stvarmi. Dobro vemo, da je prav to Jezus kasneje vložil in tudi sam tako živel. Kaj pa ponižnost? Ta pomeni, da človek sprejme samega sebe in ne tekmuje z drugimi, pač pa se trudi in vse svoje moči in sposobnosti čim bolje uporablja ne samo zase, ampak tudi za druge ljudi. Ponižen človek se zaveda, da so vse človekove sposobnosti Božji dar, torej Božje posojilo. Posojilo smo prijeli to za dobra dela, ne pa za uživaštvo, bahanje in poniževanje drugih ljudi. Z dobrimi deli Bogu vračamo to življenjsko posojilo. Vsak pa vem, morda tudi ne, če živimo le zase, iščemo le užitek in zabavo, ali pa čez nasilje uresničujemo svoje želje. To, kar nam govorijo jaslice in božične pismi, z besedo jasno izrazi še apostol Pavel, ko smo slišali v nocojšnjem berilu, odpovejmo se brezbožnosti in posvetnemu poželenju ter bodimo vneti za dobra dela. Zaželimo drug drugemu nocoj tej sveti noči, da bi čim bolje doumeli, sprejeli in uresničevali sporočilo jaslic, božičnih pesmi in Božje besede. In tudi, če in ko nam bo v življenju hudo, verjemimo božični pesmi, da je isti, ki pravi, le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo v rane srca. Le k njemu hitimo, k Jezusu, novorojenemu detetu, katerega je bil